Veliko govorite o svojih občutkih glede izrekanja krive sodbe, kaj ne? Strinjam se, da je to zapisano v knjigi. In del tega je zato, ker mislim, da je bila izrečena kriva sodba. Izredne novice iz Južne Karoline. Alec Murdaugh, privilegirani sin pravne dinastije, bo dobil novo sojenje, predvsem zaradi dejanj ene ženske, nekdanje sodne uradnice okrožja Colleton, Becky Hill. Pravkar ste jo slišali. Predstavila vam bom najnovejše podrobnosti. Sem Angelette Levy in to je Crime Fix. Alec Murdaugh, osramočeni odvetnik iz Južne Karoline, je bil nekoč obsojen za umor svoje žene Maggie in sina Paula. Veste, prestaja 2 dosmrtni kazni, a danes se je vse spremenilo. Vrhovno sodišče Južne Karoline je pravkar izdalo mnenje, s katerim razveljavlja Murdaughove obsodbo in zadevo vrača v ponovno sojenje. Naj vam preberem neposredno iz tega mnenja, ki smo ga pravkar dobili v roke, ker je ta jezik izjemen. V njem piše: 6 tednov v začetku leta 2023 so bile oči naroda uprte v okrožje Colleton, kjer je država kazensko preganjala razvpitega nekdanjega odvetnika Richardu Alexandru Murdaughu zaradi umorov njegove žene Maggie in sina Paula. Tako tožilstvo kot Murdaughova obramba sta spretno predstavila svoja primera poroti, medtem ko je sodišče spretno vodilo ta zapleten in odmeven primer. Vendar so bili njihovi napori zaman, ker je sodna uradnica okrožja Colleton, Rebecca Hill, posegla v tehtnico pravice in tako Murdaughu odvzela pravico do poštenega sojenja pred nepristransko poroto. To je neposredno iz Vrhovnega sodišča Južne Karoline in to mnenje je soglasno. Sodišče je v tem mnenju ugotovilo, da je sodna uradnica okrožja Colleton, Becky Hill, ženska, ki je v tem primeru prebrala razsodbo o krivdi, dala neprimerne izjave porotnikom. Rekla jim je, naj citiram, opazujejo njegovo govorico telesa in jim svetovala, naj jih obramba Alecka Murdaugha ne zavede. Vse zato, ker je sodišče povedalo, da si je želela obsodilne sodbe, da bi prodala več izvodov knjige, ki jo je pisala. Sodniki so zapisali, da je Hillova grobo napadla Murdaughove verodostojnost in njegovo obrambo, s čimer je sprožila domnevo škodljivega vpliva, ki je država ni uspela uvreči. Hillova šokantna vmešavanja v poroto so bila izvedena zunaj prisotnosti in vednosti izjemnega predsedujočega sodnika ter izjemno sposobnih in profesionalnih odvetnikov tožilstva in obrambe. Zato smo prisiljeni razveljaviti odločitev sodišča, ki je odločalo po sojenju, ki je zavrnilo Murdaughovo zahtevo, in zadevo vrniti v novo sojenje, v skladu s to odločbo. Pazite, nihče o tem takrat ni vedel, ne sodnik, ne tožilci, niti obramba. Ne, vse to je prišlo na dan šele po sojenju. In Becky Hill je kasneje priznala krivdo za kazniva dejanja povezana s sojenjem, vključno zlorabo javne funkcije in krivo prisego. Ni odsedela nobene zaporne kazni, vendar pa nikoli ni bila obtožena nedovoljenega vplivanja na poroto. Zdaj Murdaugh ni na prostosti, to moramo jasno povedati. Še vedno prestaja 27 let zaporne kazni zaradi finančnih kaznivih dejanj, vendar pa bo za obsodbe umora dobil novo sojenje. Sodišče je povedalo, da nimamo druge izbire, kot da razveljavimo zavrnitev Murdaughove zahteve za novo sojenje zaradi Hillovega neprimernega zunanjega vplivanja na poroto in zadevo vrnemo v ponovno sojenje. Država se je seveda poskušala boriti proti temu. Trdili so, da so dokazi proti Murdaughu prepričljivi, da so bile Hillove pripombe le nespametne in bežne. Vendar je Vrhovno sodišče povedalo, da je breme na tožilstvu, da dokaže, da ni bilo razumne možnosti, da bi bila porota pod vplivom. In država tega bremena ni mogla izpolniti. Tožilstvo je tudi trdilo, da obramba uporablja napačen standard, ko zahteva novo sojenje. Toda Vrhovno sodišče države se s tem ni strinjalo. Sodniki so zapisali, kot je razglasilo 4. okrožno sodišče, da je Rimmerjeva domneva še vedno živa in veljavna. Namenjena je zaščiti pravice do poštenega sojenja pred nepristransko poroto za vse obtožence. Tukaj je Hillova, sodna uradnica okrožja Colleton, grobo napadla Murdaughovo verodostojnost in njegovo obrambo, ter tako sprožila domnevo škodljivega vpliva, ki je država ni uspela uvreči. Kot je bilo omenjeno na začetku, je Hillova šokantno posegla v delo porote izven prisotnosti in vedenja izjemnega sodnika ter izredno sposobnih in profesionalnih odvetnikov tožilstva in obrambe. Zato smo prisiljeni razveljaviti odločitev sodišča po sojenju, ki je zavrnilo Murdaughovo zahtevo, in zadevo vrniti v novo sojenje v skladu s tem mnenjem.
Razveljavljeno in vrnjeno v ponovno sojenje. Takoj po objavi tega mnenja sem na kratko govorila z odvetnikom Aleka Murdocha, Dickom Harputlianom. Še vedno ga je bral, vendar je bil med najnim pogovorom po telefonu z Alekom Murdochom in mu sporočal novice. Kaj se zgodi zdaj? Želim povabiti Erika Blanda, je odvetnik iz Južne Karoline, ki je zastopal številne žrtve finančnih kaznivih dejanj Aleka Murdocha. In Erik, želim tvoj odziv takoj na to odločitev Vrhovnega sodišča Južne Karoline. Mene ne preseneča, kaj pa tebe? Ne, glede na ustne argumente, ki smo jih slišali februarja, mislim, da so bili ustni argumenti nekoliko šokantni, ker nisem pričakoval, da bo Vrhovno sodišče Južne Karoline tako ostro napadlo sodnika Tolla, nekdanjega glavnega sodnika. In nisem mislil, da bodo tako ostri pri svojih vprašanjih glede sodnice Newman, ki je dovolila vključitev finančnih kaznivih dejanj. Bilo je šokantno slišati, kako ostro so šli proti državi in kako zelo prizanesljivi so bili do Tarputliana, Griffina in Phila Barberja. Ampak odločitev zdaj ni presenetljiva glede na te ustne argumente. Vedno smo mislili, da bo Alex na zvezni ravni dosegel pravno varstvo, ker je to posegalo v njegovo ustavno pravico iz 6. amandmaja do poštenega sojenja pred poroto. Ampak. Ni presenetljivo glede na ustne argumente. Zakaj si mislila, da so šli? Zakaj si bila presenečena, da so bili tako ostri do sodnice Toll? To te vprašam, ker se zelo dobro spomnim, Erik, ko sva stala pred tisto sodno stavbo v okrožju Richland in si mi to povedal potem. Po tisti obravnavi o zahtevi za novo sojenje, tisti enodnevni obravnavi, sem ti rekla, da ne bo dobil novega sojenja. Zakaj si bil tako šokiran? Ker mislim, da je veliko od nas, ki nismo čustveno povezani s tem primerom, videlo, da je bilo med tisto obravnavo zagotovo nekaj težav. Tudi sodnica Tollova je rekla, da ima Becky Hill težave z verodostojnostjo. Prav. In na koncu ni priznala krivde za karkoli, kar bi bilo povezano z njenim vmešavanjem v sojenje. Vprašanje je bilo, ali je sodnica Tollova uporabila državni standard in menila je, da je State v Green pravi standard. Menila je, da je 11 porotnikov jasno povedalo, da njihova odločitev ni bila nikakor vplivana s tem, kar je rekla ali naredila Becky Hill. Seveda je 6 porotnikov, ki sem jih zastopal, povedalo, da je nikoli niso slišali reči ničesar. In ugotovila je, da porotnica Z ni verodostojna zaradi njenih nasprotujočih si zapriseženih izjav. Kot odvetnik preprosto nisem videl, da bi naše Vrhovno sodišče tako ostro nastopilo proti nekdanji glavni sodnici, ko pa so jo prav oni postavili v položaj, da sprejme težko odločitev. Vedno sem mislil, da bo Alex dosegel pravno varstvo, morda na zvezni ravni, ne pa na državni, vendar sem se očitno motil. Ta odločitev in želim prebrati točno to, kar so sodniki zapisali v tem mnenju. Zapisali so, da je, veste, sodna uradnica okrožja Colleton, Rebecca Hill, posegla v tehtnico pravice in s tem Alexu Murdochu odvzela pravico do poštenega sojenja pred nepristransko poroto. Ti sodniki pravijo, da se je sodnik Toll motil. Prav tako verjamejo porotnici, z bolj kot ostalim 11 porotnikom. Torej, in morda tudi malo tega, kar je povedala Egglady, vendar so dali velik poudarek drugi sodni uradnici, ki je pričala, kaj je rekla Becky o knjigi na to temo. Bilo bi bolje, če bi bil Alex obsojen, kot pa če bi bila porota neodločena ali če bi bil oproščen. Mislim, da je Vrhovno sodišče naredilo napako v tem, da mora naš pravosodni sistem delovati enako za najslabše med nami, ne samo za najboljše. In menili so, da so temu pripisali preveliko težo kot ustavni pravici iz 6. amandmaja. Tega jim ne morem zameriti. Ampak mislil sem, da je sodnik Toll imel popolno in celovito obravnavo. In veste, nisem bil pretirano zaskrbljen, da bi bil tudi sodnik Newman razveljavljen. Saj je, kot je rekla Vrhovno sodišče, šel predaleč in pregloboko v finančne zločine. Niso rekli, da je bilo narobe, da je uporabil svojo diskrecijo, da jih je sprejel, ampak je šel predaleč, pregloboko. In omenili so Tonija Satterfielda,
pričanje mojega klienta o njegovem bratu kot ranljivi odrasli osebi, kar v resnici ni imelo nobene povezave z motivom. S tem se ne strinjam. Rekli so, da je šel predaleč in pregloboko. Rekli so, da je imel diskrecijsko pravico, da to sprejme, vendar je bilo preprosto preveč. In bilo je skoraj kot sojenje znotraj sojenja. Strinjati se moraš, Erik, veš, da je bilo veliko pričevanj. To je podaljšalo trajanje sojenja z vsemi tistimi pričevanji prič o finančnih zločinih. Ja, ampak on je to povezal, državni tožilec Creighton Wooders in sodnik sta to povezala s časovno bližino umora, da se je v bistvu vse začelo aprila in maja, ko je Tony Satterfield poklical. Potem, ko je Alec dobil posojilo od banke, pa ga Maggie ni hotela jamčiti, Do jutra umorov, ko ga je Jeannie Seckingerjeva ogovorila. O $795,000, ki so manjkali v zvezi z obravnavo Marka Tinsleyja 10. junija, na kateri bi ga spoznali za krivega nespoštovanja sodišča. To je bila povezava. In zdi se, da se je sodišče strinjalo, da je to v redu. Le širina pričanja glede tistih 4 različnih finančnih dogodkov je bila problematična za vrhovno sodišče. Želim se vrniti k porotnikom. Rekli ste, da porotniki, ki ste jih zastopali, teh stvari niso slišali. Vendar pa je bilo na tisti obravnavi za zahtevo po novem sojenju nekaj pričanja, da so bili v ločenih sobah. Ali pa ne bi priznali, da morda samo zato, ker je Becky nekaj povedala določenim porotnikom, veste, da je morda nekaj povedala enem porotniku in drugim porotnikom. Morda tega ni povedala drugim porotnikom. Absolutno. Morda ni dala splošne izjave, vendar moji porotniki niso bili vsi v isti sobi. Bili so v ločenih sobah. Torej so bili v obeh porotniških sobah. Ampak popolnoma imate prav, da ne moremo zagotovo vedeti, ali ni imela Becky zasebnega pogovora z enim od porotnikov, ki ga ni imela z vsemi porotniki. No, Alec Murdoch bo dobil novo sojenje. Če se Alan Wilson ali njegov predhodnik odloči, da bodo primer ponovno obravnavali, kakšna je vaša napoved? Ker veliko ljudi, ki se trenutno potegujejo za generalnega tožilca, pravi, da ga bodo ponovno sodno preganjali. Seveda, mislim, da si Maggie in Paul zaslužita pravico. Pravica nima časovnih omejitev. Pravica nima geografskih omejitev glede tega, kako daleč jo boš iskal. Slišal sem od Stevena Goldfincha, ker sem bil prvi, ki je izpostavil to vprašanje, hej, naslednji generalni državni tožilec, naslednik Alexa, bo moral, mislim, naslednik Alana, bo moral sprejeti to odločitev. Ali bomo vložili vire naše pisarne v državi in kjerkoli bo to sojenje potekalo? Če ne bo nazaj v okrožju Clarendon, bo nekje drugje. In odgovor, ki sem ga dobil od Stepena Goldfisha, enega od kandidatov, je bil, da, absolutno bi to storil. Tisti dan mi je to povedal. In od takrat so vsi kandidati, David Peskov in Stumbo, rekli, da bi to storili tudi oni. Nažalost, veste, to se zgodi. Imate situacije, kjer je več sojenj. Mislim, John Gotti je imel, veste, 5 sojenj s svojimi razveljavljenimi sojenji, ampak to bo drugačno sojenje, ker vrhovno sodišče zagotovo opominja sodnika, kdorkoli že bo vodil to sojenje. Če boste dovolili vključitev nekaterih teh dokazov v značaju po pravilu 404 ter opravite test tehtanja škodljivega učinka po pravilu 403, če jih dovolite, ne dovolite, da gredo tako daleč, da preplavijo sojenje in morda vplivajo na izid sojenja. Ker ali je Alexo obsojen za umor, ali pa je obsojen za umor zato, ker je bil podli finančni tat. No, ostali bomo na tekočem. Hvala, Eric Bland. Hvala, da ste me povabili. Pravkar smo prijeli izjave od obrambne ekipe Murdocha in generalnega državnega tožilca Južne Karoline Alana Wilsona. Najprej iz Murdaughove obrambe izjava pravi, da današnja odločitev vrhovnega sodišča potrjuje, da je vladavina prava v Južni Karolini še vedno močna. Sodišče je ugotovilo, da je vedenje Becky Hill med sojenjem napadlo verodostojnost Aleca Murdocha in njegovo obrambo. Sodišče je njeno vedenje upravičeno opisalo kot osupljivo, sramotno in brez primere v Južni Karolini. Spoštujemo odločitev, ki je jasno povedala, da mora biti novo sojenje zelo drugačno od prvega. Prvotna porota je slišala več kot 12 ur pričevanj o finančnih zločinih Aleka. Sodišče je odločilo, da so ti dokazi presegli tisto, kar je bilo potrebno in povzročili neupravičeno pristranskost. Na ponovljenem sojenju to ne bo dovoljeno.
Alec je od prvega dne trdil, da ni ubil svoje žene in sina. Veselimo se novega sojenja, ki bo potekalo v skladu z ustavo in smernicami, ki jih je podalo to sodišče. In generalni tožilec Alan Wilson, ki zdaj kandidira za guvernerja, pravi, da bo zahteval novo sojenje za Aleca Murdocha. Izjava Wilsona se glasi: čeprav se spoštljivo ne strinjamo z odločitvijo sodišča, bo moj urad odločno skušala čim prej doseči novo sojenje Alecu Murdochu za umora Maggie in Paula. Naj bom jasna, ta odločitev ne pomeni, da bo Murdoch izpuščen. Zaradi finančnih zločinov bo ostal v zaporu. Nihče ni nad zakonom. In kot vedno bomo še naprej borili za pravico. Ostanite z Law & Crime za vse nove informacije glede zmage Aleca Murdocha na Vrhovnem sodišču Južne Karoline in korakov k njegovemu novemu sojenju. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anželet Levi, hvala, ker ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.